Živijo, dragi moji, in lepo pozdravljeni iz duhovnega ateljeja Potovanje duše. Se vam javljam, tokrat ste ta tedenska sporočila definitivno navdihnili vi in upam, da vam bodo pomagala, kajti postavi se vprašanje. Tako malo me presenetilo, res je bilo tako zanimivo, ampak ker je prišlo iz večjih koncev, sem rekla, da bi bilo definitivno dobro, da odgovorimo na to vprašanje. In sicer ste me vprašali, zakaj je občutek, nastopil občutek, kot da je duhovna podpora utihnila, tako nekako, če zberem zdaj nekako te vaše besede. Kaj to pomeni? To pomeni, da mnogi izmed vas ste imeli občutek, da se vam angeli ne javljajo več. Imeli ste občutek, da ste jih določene stvari prosili, pa da se niso zgodile. In je zdaj res to, da se je dogajalo to, da so angeli kar utihnili in ne komunicirajo več z ljudmi in tako naprej. A imamo zdaj res nekaj take izkušnje, kdo mi je celo rekel, da svetlobe ni več prisotne na planetu zaradi pač take situacije, kot je v državi, da vse pritiska dol in tako naprej. In veliki izmed vas mi je tudi izrazil dvome, da sploh še ne vejo, zakaj bi meditirali, ker je tako brez veze, ker v meditaciji nič ne slišite, nič ne čute, nič ne dobivate informacij, zakaj bi potem sploh to delali, če je itak vse brez rezultata. Zdaj upam, da mi boste res prisluhnili in res upam, da vam bom tokrat nekako lahko odprla zavedanje, kaj se tukaj dogaja. Jaz ne vidim tega tako, ok? Bom kar po domače povedala, jaz ne vidim in nimam izkušnje zdaj s tem, da bi angeli potihnili, da ne bi govorili. Nimam izkušnje s tem, da so v meditaciji tiho in tako naprej. In zaradi tega sem pa definitivno šla za vas vprašati v meditacijo in v številne iniciacije in brede tako naprej, ok, kaj vam lahko sporočim, ne? In zdaj sporočilo, ki sem ga jaz dobila od angelov, je to, da oni ne govorijo, ampak ker je toliko neke energije, kako bi rekla po domače, pa kar po domače bom rekla, dol zabil, ker je toliko enih ljudi, najbrž ste opazili okrog vas, zelo negativnih, pa je bilo kup enega izražanja negativa, ali pa so bili ljudje prestrašeni, ali pa so imeli občutek, da se jih določene stvari sili, pa tega niso hoteli, da se jih sili, pa prisiljuje določena razmišljanja in tako naprej, ker so to toliko take nizke frekvence, razumeš, in če se ti ujameš v njihovo igro, razumeš, tebi lahko angeli ne vem, pridajo s harfami, kitarami in ne vem čem iz nebes in probajo govoriti s tabo, ampak si nismo pol sorodnih energij, če smo v takem stanju, razumeš? Enostavno, če imaš ti toliko znižano frekvenco, oni so pa visoka frekvenca, enostavno, ne da oni ne govorijo samo in ne da niso prisotni, ampak ti nisi nekako sposoben prevajati teh informacij, nisi sposoben razumeti ali pa pripravljen razumeti teh informacij. Ampak nekaj vam moram povedati, vsakič, ko se ti odločiš, da pa zaradi tega, ker ni po tvoje in se ne dogaja tako, kot ti hočeš, se boš odločil zameriti angelom, to pomeni, da si jezen na njih, a pa se odločaš, da ne boš meditiral pol z njimi, če se ti v meditaciji ne dogaja. Vsakič, ko se ti odločiš, da boš duhovne energije ali pa meditacijo dal na stran, razumete? A mislite, da je to pot do tega, da ti bo jutri boljš? Ja ne, ker razumeš, meditacija, pogovor z angeli in tako naprej, to je vse, kar te viša frekvenco in če si se ti zdaj načrtno odločil, da boš šel stran od tega, če si se ti načrtno odločil, da tega ne boš delal, kaj te bo pa pol pripeljalo do pozitivne manifestacije, več kot očitno način, ko ga trenutno številni ljudje furajo, pač ne deluje, kako se pa pol vrneš? Ti ne moš reči, da boš počakal, da bojo zadeve boljše, da boš pol meditiral, zaradi tega, ker se ti bojo začele, razumeš, pomnoževati te negativne frekvence, začele se bojo nabirati in potem vse skupaj nismo nič naredili. Spomnite si eno stvar, ti ne meditiraš zato, ker je to šov, ni zato, ker pridejo angeli v tvoje meditacije kot klovni in morajo za tebe plesati in delati prevale, zato boš ti rekel, ok, dost ste me zabavali in zdaj sem jaz pripravljen naprej meditirati. Mi ne delamo to zato, razumeš? Mi uporabljamo duhovno prakso, pa tudi meditacijo in stalno duhovno rast zaradi tega,
da vemo, da v trenutkih, ko smo preizkušeni, in vsi smo kdaj preizkušeni, ali pa v trenutkih, ko nam je dobro, rastemo in se gradimo. Mi se ne gradimo ali pa rastemo samo takrat, ko so nam obljubljene nagrade, pa vse fajn. Mi se gradimo in rastemo v številnih situacijah. A veš, kaj mislim, ne? Tako da ful je pomemben, da vas vrnem nazaj na to. Ful je pomemben, da vam povem, da dejte to malo ego prepričanje, da se vam mora kaj dokazovati, pa tako naprej, ali pa šitok so vse duhovne prakse brezvezne, duhovni učitelji, kar malo nekaj nabijajo, pa kar nekaj govorijo. Ni to tako, a veš, to je že nekaj, kar ti daje vedeti, če imaš tako razmišljanje, če si nastrojen vse, da te že odpeljali stran od pozitivnih frekvenc. Ampak če te odpelje stran od pozitivnih frekvenc, ti začne dogajati težave v odnosih, začne se nabirati neke stvari na tvojem manifestacijskem področju, katero bo preslej, a veš, življenje pokazalo. Tako da jaz mislim, da je ful pomembno, da vzamemo meditacijo, pogovore z angeli in vse to, razumeš, kot način življenja. In kakršnokoli obdobje je, nam je zaradi tega vedno boljš, pa tudi, če nam ni trenutno boljš, nam bo zaradi tega na dolgi rok boljš. A veš, kaj ti hočem reči, ne? Tako prosim vas, vrnite se nazaj v to. Preveč izmed vas mi je rekel, da ste nehali meditirati, da ne morete, da ste preutrujeni. To pomeni, da vas že vleče v svetove negativnih frekvenc in vam povem, da nič dobrega ne prinesejo. Nočem benga nič strašiti, ni to zdaj signal za strahove, ampak definitivno dajte pogledati, da se iz tega treba načrtno ven spraviti. Ne bo čakanje tukaj nič naredili, ne bojo prišle zdaj neke vanzemalske sile, pa te kar rešile ven iz tega. A veš, ti moraš sebi dvigovati frekvenco in to je izjemno pomembno, ok? Skratka, jaz ti bom pomagala. Vsi oni, ki imate težave z meditacijo, imate in na spletu, pa upam, bomo videli, kako bo, ampak načeloma marca, no, če ne pa na spletu, vse en tečaj meditacije bom imela, to pomeni nadgrajeni tečaj meditacije. Bil je letos pravi čas, da ga definitivno nadgradim. Jaz mislim, da se rabi tudi več učiteljev meditacije, ok? Tako da veliko bom tega delala. Poglej si ta prenovljen tečaj meditacije. Na koncu tudi dobiš certifikat, da lahko tudi sam vodiš meditacije naprej. Res imam ogromen znanja, od kundalini transcendentalne do zen meditacije, budistične meditacije. Vse te bom naučila, ok? Zato, da res prideš v to prakso meditiranja. Čudovit program je. Imela bom tudi spletno in upam, da uživo, akademijo kanaliziranja, zato da vsi unikom imate občutke, da se nišče ne pogovarja z vami. Verjemite, obstajajo metode in načine in jaz jih poznam, da ponovno to začute in obudite. Jaz vam bom samo pokazala tehnike, ki vam bojo, razumeš, te blokadice, zaradi katerih ne moreš kanalizirati, da se umaknejo in da lahko ponovno, razumeš, dobiš občutek, da res slišiš svoje angele in da lahko greš za temi informacijami. In čisto na novo tečaj angelskih komunikacij, tudi na to temo, zvone, kar res rabite, pa angele konkretno povabiti svoje življenje, pa mogoče spoznati neke angele, ki jih do zdaj še niste poznali, pa z njimi delali. Ta tečaj je malo bolj mistično naravnan, ni tak klasičen angelski tečaj. Je pa definitivno nekaj posebenega. Definitivno imate varianto tega letos, ne vem kako pa za naprej, ampak letos sem omogočila to možnost tudi s pridobivanjem certifikatov, da delate vse to doma preko spleta. V primeru, da bodo sproščeni ukrepi, seveda bomo organizirali, bomo imeli in na spletu in bomo imeli v živo. Skratka, delala bom z vami. Vi pa samo poskrbite, da vas ne odpelje stran duhovnih praks, ker so trenutno bolj pomembne, kot si mislite. Tako da upam, da sem zdaj naredila kup enih pomembnih sporočil, da so vas dosegla, da veste, kaj sem mislila in da boste to upoštevali. Ker na vse zadnje saj veste, da vam to zdaj nisem povedala jaz, ampak da sem bila samo poslana s strani tistih, ki vas imajo zelo, zelo radi, ker so me prosili, da vam to sporočim in povem. Tako da upam, da se je dotaknil vašega srca, s tem, da so dali preko mene sporočilo, ste definitivno tudi vi dobili potrditev, da so z vami, potrdila so se zdaj vaše razmišljanja in tako, da veste, da vas pogrešajo in da vaši angeli in vsa ta bitja želijo, da ostanete povezani. Skratka, to je to, karkoli ti pa jaz lahko pomagam. Poglej si na potovanjedusa.si in se te veselim. Čau.